Pozdravljeni! Aktivnosti na progi v Sočiju se še niso začele, a prav je, da si pogledamo vse tiste informacije, ki nam bodo bolje pomagale razumeti veliko nagrado Rusije. Dirka za veliko nagrado Rusije je sorazmeroma malo časa na koledarju sodobne Formule 1. Prvič so jo priredili v sezoni 2014, torej sovpada nekje z začetkom turbohibridne dobe. Organizirana naj bi bila na samo pobudo Vladimirja Putina in ruske vlade, kjer so videli lepo priložnost, da bi letovišču v Sočiju dali neke vrste prestiž. Izhajali so iz teorije, da kolikor ima lahko Monako veliko nagrado, zakaj jo ne bi imeli v Rusiji prav tu v Sočiju. Ukolikor koga zanima, kaj se je dogajalo v preteklosti z dirkami v Rusiji, sem o tem govoril v lanskem uvodnem prispevku k veliki nagradi Rusije, kot običajno bližnjica je v opisu. A danes se bomo ukvarjali s tisto dirko za veliko nagrado Rusije iz lanske sezone 2019. Namreč zgodilo se je kar nekaj zanimivih stvari, na kateri ne smemo pozabiti. Na začetku moram opozoriti na tisto epizodo vezano na prehiter štart Kimija Räikkönena. Kimi je prehitro štartal, takoj se je zavedal svoje napake in ustavil. S tem manevrom je v bistvu izgubil več časa, kot če bi normalno štartal in ni pridobil, vsaj po mojem mnenju, nobene prednosti. A sledila je kazen, kajti pravilnik ne predvideva nobenega manevra, ukolikor nekdo prehitro štarta, se ve, kaka kazen sledi. In senzori, kateri so vezani na bolide, so zaznali tisti nedovoljen premik. Zanimivo, kajti pri Sebastianu Vettlu in podobnem premiku senzori niso zaznali dovolj velikega premika, da bi to obveljalo kot prehiter štart. Saj tako so takrat trdili komisarji. In tu jim je treba verjeti, kajti oni imajo vpogled v vse premike senzorjev in dosti več možnosti, kot jih imamo mi, navadni sledilci, navdušenci in navijači. Meni osebno na televizijskem zaslonu sta se oba manevra zdela podobna, a v primeru Sebastiana Vettla smo videli, da kazni ni bilo, ker elektronski sistem ni zaznal prehitrega štarta. Vsekakor manever, ki ga je naredil Kimi Räikkönen, kateri ni bil racionalen, bolje bi bilo, da bi enostavno speljal naprej, a vseeno smo videli, da ni prišlo do kakih sprememb na pravilniku, katere bi omogočale nekako popravo prehitrega štarta s tem, da se voznik ustavi. A pojdimo raje na dirko, kjer bomo videli kar nekaj zanimivosti, katere bomo lahko imeli v podzavesti tudi pri gledanju velike nagrade Rusije v sezoni 2020. Namreč na papirju v sezoni 2019 je bil hitrejši Ferrari, videli smo tudi na kvalifikacijah, če smo pravzaprav iskreni. A izbrali so si drugačno strategijo, vsaj za prvo fazo dirke, kot pri tovarniški ekipi Mercedes. Oba Ferrarija sta imela pneumatike soft, oba Mercedesa pneumatike medium. In takrat v sezoni 2019 je bil izbor pneumatik v tistem srednjem pasu, torej C2, C3 in C4. Opazili smo izjemno drzen manever, ki so ga uprizorili pri skuderiji Ferrari na samem štartu. Namreč Sebastian Vettel je izkoristil zavetrje svojega moštvenega kolega, Charlesa Leclerca, in tako prehitel Lewisa Hamiltona, kateri je bil na drugem mestu, in Charlesa Leclerca na prvem. Domenjeno je bilo, oziroma naj bi bilo v ekipi, da čez nekaj časa naj bi Vettel vrnil mesto Leclercu, kar se pa ni zgodilo. In začel se je nek notranji boj v skuderiji Ferrari. Pri Mercedesu so bili malce počasnejši že na samih kvalifikacijah, že bolid dvojni V10 ni bil konkurenčen SF90 kot projekt,
In B, v začetni fazi dirke so imeli počasnejše pnevmatike, medium na mesto soft. A pri Ferrariju so imeli drugi tip težave, notranji boj. Prvega so poklicali na menjavo Leclerca v 22. krogu, kar naj mu bi dalo določeno prednost pred Sebastianom Vettelom. Ta je šel v bokse 4 kroge kasneje, v 26. krogu. A prav Sebastian Vettel je sprožil tisti niz dogodkov, kateri so, hočeš nočeš, poklonili zmago Lewisu Hamiltonu. Namreč, takoj po menjavi pnevmatik je imel okvaro MGUK in je odstopil. In prav tu je bil prelomni trenutek dirke v Sočiju v sezoni 2019. Namreč, vodstvo dirke se je odločilo, da bo vpoklicalo virtualni varnostni avtomobil, kar je dalo neizmerno prednost tistim, ki še niso opravili postanka v boksih. Namreč v tem trenutku, ko je bil virtualni varnostni avtomobil, so mogli vsi na progi znižati svojo hitrost, kar sta izkoristila oba voznika tovarniške ekipe Mercedes. In tako sta se znašla pred Charlesom Leclercem in ne samo pred njim, tudi z bolj konkurenčnimi pnevmatikami, kajti v tem trenutku je imel Leclerc pnevmatike medium, oba Mercedesa pa pnevmatike soft. Sledil je pravi varnostni avtomobil zaradi nesreče Georgea Russella in Charles Leclerc je šel ponovno v bokse in nataknil zopet pnevmatike soft, s katerimi je bil nekako konkurenčen obema Mercedesoma, a ni mu uspelo napraviti tiste razlike do konca dirke. Lep primer, kako mora biti vse splanirano vnaprej in da kdaj pa kdaj preveč drzne strategije se pokažejo za malce neuresničljive in dobesedno preveč komplicirane. Če pogledamo malce lastnosti proge v Sočiju, ne moremo kaj, da ne bi opazili določenih podobnosti z progo v Avstriji. Namreč Red Bull Ring ima podobne vrednosti, ki nam jih daje Pirelli, kot proga v Rusiji. Vidimo, da nekje povprečna vrednost vseh teh kategorij je tam okrog 3. In tudi to nam pove, da na papirju Mercedes tu lahko tudi ne bo dominanten. Če primerjamo s tistimi težavami, ki so jih imeli pri Red Bullu na začetku sezone in kako so jih odpravili, bi znali biti tu izjemno konkurenčni. Še posebej, če vzamemo v zakup dejstvo, da je letošnji izbor pnevmatik za stopnjo mehkejši od tistih, ki smo jih videli lani. Namreč letos bomo tu gledali C3, C4 in C5, kar je nekako logičen izbor, kajti če pogledamo izbore med dirko, izjemno malo voznikov je izbralo ono pnevmatiko Hard C2. Torej, nihče ni oškodovan, vsi imajo pa možnost bistveno mehkejše pnevmatike, kar bi znalo premešati razmerje moči na štartnem razporedu. Sam pričakujem poleg Red Bulla tudi dvig McLarena, kateri se je pokazal za konkurenčnega na progah s tako karakteristiko. In seveda, treba je upoštevati tudi vreme. Vreme bo sončno, povečinoma s kakim oblakom, temperature bodo bistveno hladnejše od tistih, ki bi jih lahko pričakovali. Namreč smo septembra in temperature padajo. Skozi cel vikend se bodo te gibale tam od 20 pa do 25 stopinj. V soboto zjutraj je nekje 25% možnost za kako ploho, a vse je vezano na jutranji čas. Torej, med kvalifikacijami ni za pričakovati kakršnih koli padavin. Vsaj take so napovedi. Kot sem povedal, nizke temperature tudi same po sebi zahtevajo mehkejše pnevmatike in tu imamo na voljo najmehkejši izbor, kateri je možen v letošnji sezoni Formule 1. In treba je poudariti še nekaj, kar je bistvenega za nas navdušence in navijače.
Urniki tako kvalifikacij kot dirk so rahlo drugačni. Namreč prešli smo kar nekaj časovnih pasov in zaradi tega, ker se dan krajša, ne smejo spreminjati ure začetka same dirke in kvalifikacij na samem prizorišču, temveč ga bodo spremenili pri nas. Tako moramo biti pripravljeni, da bodo kvalifikacije v soboto ob 14. uri. Dirka se bo začela pa ob 13:10. Seveda, moji komentarji v živo se bodo začeli 15 minut pred polno uro, v soboto ob 13:45, v nedeljo pa ob 12:45, a brez skrbi, tudi v naslednjih prispevkih vas bom na to spomnil. To je bilo za današnji uvodni prispevek vse. Vidimo se po drugem prostem treningu s tistim prispevkom pred kvalifikacijami, kjer bom obdelal zadnje tehnične novosti in kakšno naj bi bilo razmerje moči za same sobotne kvalifikacije. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.